Vsi prav lepo pozdravljeni tudi z najme strani. Ta pogovor je organiziran v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja, na kateri preremo pogovore v različnih slovenskih krajih z avtorji knjig, ki so išle pri naši založbi Nova obzorja ali pa tudi pri drugih založbah. Lepo pozdravljeni tudi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu preko spletne strani demokracija.si. Torej, naš današnji gost in sogovornik je ekonomist in raziskovalec Udbovskih arhivov, dr. Rado Pezdir, s katerim bomo spregovorili o njegovi obsežni knjigi Vzporedni mehanizem globoke države. V njej je predstavil epopejo nastanka in transformacije vzporednega sistema komunistične partije in Udbe od povojne ustanovitve družbe Safti prek shem vzporednega bančništva, Ljubljanski banki, prenosa kapitala v tujino in njegove ponovne vrnitve v Slovenijo, pa vse do druge sanacije slovenskega bančnega sistema in afere iranske milijarde. Torej, Rado Pezdir, lepo pozdravljen med nami. Če ga še na kratko predstavim, zaposlen je na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem ter na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. Poleg akademskega dela je kot finančni forenzik tudi zunanji strokovni sodelavec preiskovalnih komisij Državnega zbora Republike Slovenije. Njegovo raziskovalno področje zajema ekonomiko tranzicije, ekonomsko zgodovino in finančno forenziko. Je avtor številnih strokovnih in publicističnih člankov, poznan pa je tudi kot odličen raziskovalni novinar, zelo oster kolumnist in zanimiv televizijski komentator. Kolega Pezdir, te bom kar tikal, ker smo približno iste starosti, oziroma jaz sem celo starejši tebe. Leta 2008 si izdal knjigo Slovenska tranzicija od kadela do tajkunov. To je tale knjiga. Leta 2019 pa si zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Finančna in ekonomska analiza vzporedne ekonomije. Letos pa si torej izdal še knjigo z naslovom Vzporedni mehanizem globoke države. Nekako se mi zdi, da te ta tematika že kar precej dolgo časa zanima. Drži. No, preden začnem, najlepša hvala, ker sem danes lahko gost pri vas. Jaz dejansko sem prvič v pivki, no, mem sem se že pelil, ampak zdaj sem vesel, da sem prvič v pivki in da sem prvič med vami in dejansko, da šef tehnike mi poskuša nekaj nakazati. Ja, ne dela, ne. A veš, vzamem tale... Ja, imam vklopljen, sem nekak noče. Dobro, je Udba je povsod. Bomo bi pretentali to našo Udbo. Tako da, iskrena hvala, ker sem danes lahko tukaj na debati z metodom, ki sva pravzaprav ne sam kolega iz publicističnega področja, ampak tudi prijatelja. Zdaj sem pa toliko nakladil, da sem pozabil tvoje vprašanje, ampak mogel sem se lepo zahvaliti, lepo še enkrat. Ja, nekako se mi zdi, da te ta tematika vzporedne ekonomije, vzporednega mehanizma, te tranzicija, ta prehod iz enopartijskega sistema v demokratični sistem, v tržni sistem in to vzporedni ekonomski procesi zanimajo že leta. Evo, zdaj pa še bolj na glas. Ja, dejansko je to tema, s katero sem se sicer ukvarjal kot ekonomist, kot moji kolegi ekonomisti, ki smo poskušali razumeti, kaj so glavne značilnosti slovenskega prehoda iz totalitarnega ekonomsko-partijskega sistema v tržno demokracijo. In seveda, tukaj je bilo veliko stvari, ki si jih nismo mogli pojasniti. Predvsem si nismo mogli pojasniti, kako je mogoče, da smo mi leta in leta zgodba o uspehu, čeprav smo že vse od leta 2000 dalje nekateri ekonomisti pojasnevali, da njih nismo zgodba o uspehu in da je ekonomska politika v Sloveniji
zelo čudaška in da je podvržena nekim monopolnim strukturam in političnim intervencijam v ekonomijo. Ampak potem se ta zgodba o uspehu leta 2008 dobesedno sesede, ko pride prvi zunanji močnejši šok, to je ta kriza, ki smo jo imeli od leta 2008 do leta 2013, do druge sanacije slovenskega bančnega sistema, kjer se izkaže, da nobena država, ne samo tranzicijske države vzhodne in srednje Evrope, ni bila, ampak tudi ostale države zahodne Evrope, ni prehodila toliko težavno pot čez to zadnjo krizo. Nikjer ni bila toliko kriza draga, nikjer ni bilo tako krčenje gospodarstva, nikjer ni bila taka rast brezposelnosti. Večino držav je padalo v krizo in iz krize je šlo, pa nas pa ni šlo in ni šlo. In to je bilo tisti ultimativni dokaz, da nekje je pa nekaj narobe. In jaz sem začel potem preiskovati v času nazaj, kje se je zalomil. In moja prva teza je bila, ekonomisti smo do zdaj vse pregledali, vse preračunali, vse podatke premetali, nismo pa pogledali tistega, kar je bilo najbolj očitno, pa tudi najtežje zaprijeti pa definirati. To je zgodba o omrežjih. In ta omrežja sem jaz začel videvati kot, veste, če bi imeli urni mehanizem in potem bi urni mehanizem pesek noter nadrobil in bil na kolesja vse počasneje delala. Tako sem jaz začel razumevati slovensko ekonomijo. Omrežja so nekaj, kar zaustavlja ekonomijo, da bi bila normalna in pripelje do takega kolapsa, kot se je zgodil leta 2008. In seveda, to preiskovanje omrežij me je pripeljalo do zgodbe, ki se je potem skristalizirala v knjigi. Ker mene je primarno zanimalo, kva so ta omrežja. A jih lahko zdaj definiram, pa rečem, to je omrežje, ali je to spet nekaj nedosegljivega, neko novinarsko mašilo, tam so ena omrežja. In jaz sem jih zdefiniral omrežja po lastniških in poslovnih povezavah. In potem, ko sem imel enkrat to zdefiniran, sem rekel, dajmo pa gledati, kaj se je v zgodovini s temi omrežji, ki jih danes vidim, dogaja. Ker vem, da omrežja so se mogla formulirati v času privatizacije, takrat, ko se je lastnina porazdeljevala. In sem šel nazaj in sem najdel ene par skupnih lastnosti, da ta omrežja, ki so nastala na podlagi privatizacije, so bodisi poslovno ali pa lastniško sodelovala z nekimi čudnimi tujimi podjetji. In ta čudna tuja podjetja so imela lastnost, da poslujejo samo s slovenskimi podjetji. Kar pomeni, da so bila verjetno en obvod. Potem je bil še en skupen imenovalec, do leta 90 se zreducirajo ta tuja podjetja v slovenski ekonomiji po davčnih oazah. Kar naenkrat so lastniki slovenskih, sveže privatiziranih slovenskih podjetij iz Cipra, Lichtensteina, Luksemburga, Švice, britanskih Deviških otokov. No in pa je treba bilo korak nazaj narediti in se vprašati, kdaj se pa prvič pojavi neko offshore podjetje iz davčne oaze v slovenskih podjetjih noter. In na to vprašanje ni bilo več lahko dobiti odgovora, ker arhivi pred letom 90 so slabi, ni kakšnega IPES-a, da bi enostavno not pogledal lastniške strukture. In je trajalo nekaj časa, preden sem dojel, pa dobro, tam je nek arhiv Udbe v arhivu Republike Slovenije, wild guess, dajmo poskusiti, a je tam kaj noter. A se najde tam noter karkoli ekonomskega. In si se potem kot Igor Meza podal tudi ti v arhiv Republike? Ja, dejansko sem kar pisal mail Romanu Leljaku in rekel, a je tam not kaj ekonomije. On je rekel, da je prid do mene do arhiva. Jaz pridem do arhiva, Leljak mi reče, posluši, jaz sicer ne delam na ekonomiji, ampak vem, da nekaj je, tamle je skrbnik tega arhiva, da ga vprašam. No, pa po svetu z skrbnikom, on je rekel, jaz tudi nisem specialist v ekonomiji, ampak vem, da je tam noter nekaj, naroč 2 gradiva. In ko sem naročil tiste 2 gradiva, 14 dni kasneje, ko so mi to pripravili, je bil ekstremen šok. Prvo gradivo je bilo naša podjetja v inozemstvu.
In prvo stran, ko odprem, ugotovim, da je uprava državne varnosti, UDBA, pod Nikotom Kavčičem leta 1951 v Lichtensteinu v davčni oazi pod slamnatim lastništvom odprla podjetje Kolkomerc v Tusu, katerega se je iztekel denar za šverca cigaret. Ta drugo gradivo je pa akcija Udarje v zemlji, pa tako prav na mikronivoju pišejo, kako to je res bizarno, to, kar bereš, ki ni jasno, ali to je res ali ni res. Koliko nora, koliko zmešana država je bila tista, absolutno. Sestavljali so proračun, in v proračunu je zmanjkalo denarja, da bi takrat že služba državne varnosti pod Silvotom Gorencem kupila z proračunskimi sredstvi helikopter, pa tale, kaj že prisluškovalne naprave. In potem sta jim šef CK-ja, takrat France Popit, pa predsednik izvršnega sveta, tako takrat imenovane vlade, se veste, Stane Kavčič, dovolila, da v skladišču Emone vzamejo cigarete, jih prešvercajo v Italijo, prodajo na črnem trgu, pri tem uporabijo kriminalce in iz tega denarja, spravljenega potem v črni fond, kupijo to, kar manjka s proračunskim denarjem. Zdaj, da rezimeram, o čemu govorimo, o novemu sistemu, da pač v proračunu, tako ga danes Šircelj sestavlja, ni bilo keša in so rekli, tamle so italijanski mafici, tamle so cigareti, dajte vi prešvercati, dobite denar, pa namesto iz proračunskih sredstev kupite opremo za organ v sestavi, kar je uprava služba državne varnosti bila. No, kakšen teden kasneje sem pol srečal še Igorja Omerzo. Z Igorjem Omerzom imamo pa še vedno dobesedno fantastično sodelovanje. Zdaj moram počas nehati, ker to ni več fora, da me vprašam, pa jaz ne neham. Evo, metod naslednjo vprašanje. Ti me moš kaj prekinci, da me odneham. Zaradi tega si pa potem v bistvu dal drugemu večjemu poglavju knjigi naslov Rojstvo partijskega leviatana. Ne spomniva, da je angleški filozof Thomas Hobbes dal tak naslov svoje znameniti knjigi Leviatan, ki šla leta 1651 in kateri je pisal o potrebi po močni suvereni oblasti, pri čemer ne povem, da je bil že v stari zavezi, da je bila to biblična morska pošast. Torej, zaradi tega verjetno torej rojstvo partijskega Leviatana. Drži, ker kot prvo, to je bil totalitarni sistem, se pravi, je iz vrha partijske klike vse izhaja. Tudi v knjigi, ko rekonstruiram zadevo, ugotovim tisto, kar je očitno, ampak kar se vedno relativizira, da UDBA nikoli ni delala sama po sebi nekaj. Da to niso udbovski posli. To je delala po privolitvi in ukazu vrha partije. Vrh partije se je nekaj odločil, uprava državne varnosti po letu 1968, služba državne varnosti je mogla to izvršiti. In to je bilo enostavno nekaj, kar je imelo totalitarno svojstvo. Poleg tega je bilo pa to izjemno prikrito, tako kot ta Leviatan z lovkami, podmorska pošast, vi tega ne vidite. A veste, človek se počuti noro, ko bere te dokumente. Jaz na koncu sem vam v knjigi dal tudi 100 strani najbolj zanimivih dokumentov, tudi poslovna poročila UDBE, kar je noro, ker izgleda kot poslovno poročilo neke gospodarske družbe. Ampak to je tisto, kar je najbolj noro. Leta 1948 vas je partija z uporabo UDBE pripravljena zapreti, pregnati ali pa ustreliti, če ste podjetnik. Če razmišljate o tem, da je kapitalizem vas zaprejo, ubijajo, izženejo. Potem pa to delajo čez dan, zvečer se pa dobijo, teh sestankov in konferenc je bilo veliko, dobijo se prav ekonomski oddelek UDBE, to je bil tretji odsek prvega oddelka, ki ga je vodil Niko Kavčič, in oni razpravljajo o biznisu. In razpravljajo o biznisu tako kot ena multinacionalna korporacija. Njih zanima, kje so boljši davčni pogoji, kjer jo manj davka plačali. Njih zanima, kako špekulirati z različnimi devizami. Njih zanima, kako bi oni
Pa dobro, bom kar to držal, ajde. Hvala ti. Njih zanima, kako bi oni naložili denar v finančne instrumente, v obveznice, karkoli. Razumete? To je šizofrena norost tega sistema, ki dela točno to, zaradi česa velja v tej naši državi takrat smrtna obsodba. In najbolj neverjetno je, ampak dejstvo tudi je, da tako je bilo, da je tako strukturiran sistem se razvijal in obstal in omogočil uspešen prehod ukradenega družbenega kapitala pod krinko zasebnega kapitala čez Švico, Luksemburg, Liechtenstein, etc. leta 90 v našo tranzicijo, pri čemer je to omogočeno privatizacijo, pridobivanje lastnine in konstrukcijo omrežja. Zato je to pošast in je partijska pošast, ker je vrh partije ta sistem obvladoval, ga zgradil, dogradil in optimiziral in uspel imeti prikritega tako dolgo. Pri tem pa se je nekako zadeva začela po drugi svetovni vojni spostavljati v bistvu v povezavi s Trstom, s nastankom Saftija, o katerem smo prvič slišali v bistvu v Slivnikovi knjigi Kučanov klan leta 96. Kako se je torej postopoma vzpostavilo to sporedno omrežje, ki je bilo v bistvu nekako tudi vezano na to svobodno tržaško ozemlje in dogajanje v zvezi s tem, torej v bistvu, da je šlo to za območje, ki je bilo med Zahodom in Vzhodom na nek način. Ja, dobro, da si prinesel Kučanov klan, pa opozoril na njega, ker dejansko to, kar je Slivnik vzpostavljal in kar je sintagma za to ratala udbo-mafija, jaz sem pa to imenoval vzporedni mehanizem. Je držal, problem od Slivnika in Slivnikove četice, tudi Jožeta, na koncev je bilo, da niso imeli dokumentov. Dokumenti so prišli v arhiv, takrat, ko je Soba predala dokumentacijo v arhivu Republike Slovenije in niso mogli zgraditi toliko popolne zgodbe. Oni so začutili, oni so dojeli, ampak niso mogli tega natančno popisati in posledično tudi zaustaviti tega, kar se je zgodilo v 90-ih letih, ker so delali lahko za zelo malo dokumenti in za zelo malo pričanji. Meni je bilo po temu lažje. Ampak gremo v osnovo vprašanja. Seveda, leta 1945 po najprej Beograjskem in Devinskem sporazumu postaja vse bolj jasno, pa po londonskem še bolj, da Trst in Goriška ne bosta v slovenskih rokah oziroma ne bosta padla pod Italijo. Slovenski komunisti so zato poskusili narediti državo v državi. In to so blatantno vedno tudi priznali, se pravi, ok, mi že bomo v Italiji, ampak mi bomo imeli vse institucije sami. Zdaj, če moraš imeti vse institucije sam, radoš tudi denar, da to financiraš. In tukaj je poskušala partija najprej z direktnim dajanjem denarja vzpostaviti neko ekonomijo med tržaškimi in goriškimi Slovenci, ampak seveda samo tistimi, ki so bili na pravi strani. To je tistimi, ki so bili zvesti partiji v Ljubljani. No, to se enostavno ni šlo. Potem so ugotovili, da je to posel, ki ga mora prevzeti uprava državne varnosti. In zdaj uprava državne varnosti je naletela na sledečo situacijo, tam je bilo polhanih podjetij, pa nobenega kapitala. Treba je bilo priti do kapitala. In zdaj, kako so oni ta izverni greh izvedli? Oni so najdeli v Švici so najdeli distributerje nelegalnih cigaret, ki so bile tihotapljene v Italiji. Zdaj tudi v zgodovini kriminologije je zelo tako jasno postavljen, da po drugi svetovni vojni so v Švici, predvsem v italijanskih kantonih, delali ameriške cigarete, ki so jih potem v Italijo tihotapljali. Potem pa Italija, Rim, zaprl severno mejo svojo za Švico in tihotapstva ni bilo več. Zato so tudi Švicari iskali neko povezavo
da bi pa z drugega konca nelegalne cigarete prišle v Italijo. In najdel so jih partnerje so najdel v upravi državne varnosti. Zdaj, oni so dali cigarete, uprava državne varnosti jih je vrgla na italijanski trg in jih je tam na drobno preprodala. In Niko Kavčič, to lahko vidite tudi v dokumentih, ki sem jih zraven priložil v tej knjigi, pravi, da so res uspešni v temu poslu, ne? Da že v kontejnerskih količinah dostavljajo nelegalne cigarete na trg in da so praktično do Ancone že zasedali celoten italijanski trg s cigareti. Zdaj spet medklic, ne, ali je normalna država, ki za to, da dobi kapital, šverca cigarete in posluje z italijansko mafijo pri distribuciji teh cigaret. No, pa je nastopil naslednji njihov problem, oni so te čike prodali po Italiji, dobili so pa šope gotovine. Ne? Zdaj, ti s temi šopi gotovine se jih ne moreš pojaviti v Italiji in jih razmetavati naokoli, tako kot danes kriminalci, ki prodajajo narkotike, ne morejo imeti neomejeno količino keša, ampak ga morajo legalizirati. In so rekli, ok, zdaj moramo pa pogruntati nekaj, da bo ta denar radu legalen. In so si izmislili tole schemo. Ne? Rekli so, ok, v Jugoslaviji primanjkuje dobrin. Se pravi, če mi naročimo dobrine v ZDA, ne, in iz tam pošljajo pakete, potem mi dobimo paket, plačamo pa denar. Se pravi, plačamo denar, denar je legalen noter. Spravili smo ga not kot naročilo za paket. Paket lahko v smeti vržemo, nima veze. Važno, da se plačuje. Ne? Ampak to so tako naredili, ne, da je pakete naročalo podjetje Runimex iz Italije, ki so ga ustanovili oni in ki je prišlo v milje Safti. Zdaj nekaj časa to tako potekalo, dokler ni postalo jasno, da jih lahko dobijo. Ne? Ker si mogel ti nekak denar prenesti v Italijo, ga položiti na podjetje Runimex, ki je naročilo paket prišel, denar je bil tam legaliziran. In so popravili dva kraka. Najprej so naredili, da naročila dejansko prihajajo iz podjetja Continental v Ljubljani. V podjetje Continental v Ljubljani so zamaskirali ekonomski odsek Udbe. Potem so videli, da Američani lahko, ki so tisti na koncu verige, ki paket pošiljajo, lahko dojamajo, da paketi niso naročeni iz Italije, ampak iz podjetja Continental in začnejo razmišljati, kaj je tam noter. Zato so ustanovili skupaj z svojimi švicarskimi partnerji, temi, ki so jim dajali ilegalne cigarete, v Liechtensteinu podjetje, imenovano Kolkomerc. In Kolkomerc je na švicarski banki ustanovil račun. In zdaj so bili absolutno pokriti. Continental je dal naročilo Kolkomercu, Kolkomerc je dal naročilo v Ameriko, iz Amerike so poslali paket v Italijo. Italija, ko je dobila denar iz Slovenije za naročilo paketa, je pa denar poslala v švicarsko banko na račun tega Kolkomerca in krog je bil popolnoma zaprt. To spremenijo še dvakrat. Ne? Prvič spremenijo leta 1968, ko vključijo banko noter. Ker če vi hočete poslovati, ne, je zelo dobro, da je odzunaj en financer. Zato, da sploh kupite osnovno robo, ki jo boste preprodali in to je tipično banka. To drugo je bilo pa leta 1989, ko so pa v Švici odprli banko. Izvozili družben kapital in odprli tam banko. In ko so imeli enkrat v Švici banko, pa jih noben več ni mogel razkriti na noben način, ker Švica je pa bančna tajnost in je zaklenjena. In to je evolucija tega pošastnega sistema, ki je bil v resnici toliko dober, da je leta 90, v 90-ih letih prejšnjega stoletja omogočil, da je čez njega skozi krožil denar in kar naenkrat so se odkupovali veliki kosi slovenske ekonomije. In na medicinskem sektorju, in na medijskem sektorju, in v bančnem sektorju. In noben od nas ni vedel. In ključno je seveda tudi bilo, da je bila Nova Ljubljanska banka vedno financer tega sranja. Podrobno se ukvarjaš tudi z Adikom, ki se ga tudi spomnimo iz Slivnikovega Kučanovega klana.
pišeš, da je bil Adit kanal za transfer sredstev finančno podzemlje. Lahko še to nekoliko pojasniš? Ja, kot prvo, Adit je bil absolutno fantomsko podjetje. To je podjetje, ki je obstajalo, ampak ni obstajalo. Ni bilo regulirano. Saj veste, takrat so bili sozdi, tozdi, vsa ta možna sranja so bila, ne? Ampak nekam smo mogli to prijaviti, nekdo je mogel te regulirati. Na koncev mogel si biti pravna oseba, zato da si plačilni promet sprovajal, pa da si imel račun. No, Adit nič od tega ni bil. Ni obstajal kot pravna oseba. Račun mu je odprl sam direktor SDK v času socializma, samo zato, da so posli lahko tekli. Ker niso vedeli, kam bi umestili ta Adit, ki je obstajal, pa uradno ni obstajal, so ga umestili kar v DZS noter, Državno založbo Slovenije, dokler se tam niso začeli pritoževati, da takih šverc podjetij nočejo imeti. Ampak kar je bilo še hujš, direktor tega podjetja je bil po definiciji član enega izmed odborov tedanjih slovenskih vlad. In sistem je bil sledeč. In to imam tudi noter, je Udba sama zavisala hobotnico, kako denar teče ven iz Slovenije. GZS, Banka Slovenije ali pa NLB so dali denar na Adit, zdaj GZS pa Banka Slovenije sta kar direkt nakazala. NLB je pa dala kredit. Ves ta denar je bil potem prenešen z vednostjo slovenske vlade. Pa ste o čemu zdaj govorim, imeli smo slovensko vlado, izvršni svet, ki je imela slamnato podjetje, preko katerega je ilegalno umikala denar v tujino. To pač ni normalno. To je toliko idiotsko, kakor tisto, kako dobiti osnovni kapital, gremo čike prodajati kot država. To je verjetno mafijsko. Mafijsko, slamnato podjetje. Mi razumemo, da je država danes lastnik, pomemben lastnik zavarovalnice Triglav ali pa Telekoma Slovenije. Oni so bili lastniki neobstoječega podjetja. Absolutno. In potem je šel denar iz tukaj do Trsta, iz Trsta je šel v Luksemburg, tam so ustanovili Proteus, podjetje Proteus, iz podjetja Proteus je šel denar v Švico, tako da so Švicarje zableferali, odkot denar prihaja, ker so Švicarji mislili, da je iz Luksemburga, v resnici pa iz Slovenije, in so ustanovili Proteus Finance banko. Proteus Finance banko potem vstopi Nova Ljubljanska banka in nastane nova ljubljanska NLB Interfinance. In ko nastane enkrat NLB Interfinance, začne ves ta družben kapital, ki so ga umaknili potom Adita, ven špricati nazaj v ekonomijo. Zdaj, kaj je ta Proteus? Proteus danes bolj poznamo kot Vega Finance. Kaj pa je Vega Finance? Eden glavnih lastnikov KB199. Kaj pa je KB199? Ja, Mark Medical pa Žilne opornice. Kaj je še KB199? Ja, tednik Mladina. Tako, naprimer, imamo rekonstrukcijo tudi po drugih kanalih. Naprimer, tednik Republika je isto prišel iz tega dnevnik Republika v 90-ih letih, znam po svojem pristranskem poročanju v korist bivšega predsednika CKZKS in dvakratnega predsednika Republike Slovenije, je bil to ta denar. Ampak tega je še veliko. In Adit je bil ključen za to. In Adit je bil ključen za operacijo Mladina. Vsi smo se vedno spraševali, kaj se zgodi z Mladino od leta 1989 do leta 1992. Odkot se vse to okoli obrne? Jaz pokažem v knjigi, da se obrne od tega udbovskega denarja. Ta udbovski denar spet štarta pri Aditu in s tem denarjem zalije oporečniško Mladino in jo transformira v zelo pristransko Mladino. V bistvu kar naenkrat se je uredniška politika Mladine zelo spremenila, prej je podpirala v bistvu nastajajočo opozicijo in Demos in te nove politične stranke, zveze in tako dalje. Potem kar naenkrat se je pa spremenila spet v varuha v bistvu prejšnjega sistema. Ja, in to se zgodi v istem trenutku, ko se lastniška struktura Mladine spremeni. Najprej se Adit privatizira v zasebno podjetje, tako da ustanovita družbeno podjetje Adit pa
založba tržaškega tiska, ki izhaja iz Saftija. Safti je pa tiskal okoli obračal cash od cigaret leta 1951. Ustanovita podjetje Adit d.o.o. V Adit d.o.o. vstopi podjetje Profinest. Profinest je podjetniška hči od podjetja Proteus iz Luksemburga, ki je ustanovljen po uni veliki schemi, ki sem jo prej opisal. In podjetje Profinest prenese vso poslovno dejavnost Adita na novo podjetje Medias, ki pa postane za slamnatimi lastniki solastnik, ključni največji solastnik Mladine. In oni so ujeti in zgodba je zaključena. V knjigi pa praviš v bistvu, da ravno tako kot sporedno ekonomijo, torej je Udba oziroma slovenska socialistična oblast potrebovala tudi sporedno bančništvo, da je to vse potem funkcioniralo tako, kot so si želeli. Popišem precej veliko zgodb od tega, kako je ta sistem deloval. Recimo, sistem je bil zelo enostaven, kako skanalizirati denar v davčne oaze, pa v neka tuja podjetja in potem tisti denar prezimi in se oplemeniti stran od nas. In sicer banka, Ljubljanska banka je recimo dala kredit Metalki. Metalka je za ta kredit uvozila neko surovino iz tujine, ki jo je prodala v Jugoslaviji. Ampak to surovino ni uvozila direktno od tujega partnerja, ampak preko vmesniškega podjetja. To vmesniško podjetje je bilo tipično obvladovano z ljudmi, ki so delovali v temu ekonomskemu oddelku Uprave državne varnosti in službe državne varnosti. Se pravi, ti si avstrijsko podjetje, jaz sem slovensko, jaz od tebe bi kupil kamne, kar neki, ampak jih ne kupim direkt, ampak je tukaj še ena oseba, ki kupi kamne od tebe in jih meni proda. In dobi za to provizijo. To provizijo pa nakaže na račun na švicarski banki, iz tem pa leti denar naprej po sistemu. Naj vam povem, kaj zdaj ste mislim naprej po sistemu. Recimo, ta denar je šel na dve podjetji. Ena je Kolkomelc, ki sem vam ga že omenil, ki živi od leta 1951. In paste, to podjetje pogine leta 1997. Sprav, a ste vedeli leta 1997, 6 let po temu, ko smo bili že osamosvojeni in imeli tržno ekonomijo, da še vedno obstaja udbovsko podjetje, ki ga je ustanovil Niko Kavčič. Še hujš, ta cash iz teh provizij je šel na račun podjetja Komeksim. Kaj je bilo podjetje Komeksim? To tudi razkrivam v knjigi. Podjetje Ivana Matije Mačka. Si vi zamislite, koliko sprevržen je bil to sistem. Leta 1993 je to podjetje še vedno obstajalo. Ko smo bili že v tranziciji, ko smo bili že v demokraciji, je poslovalo še vedno podjetje Ivana Matije Mačka, ne da bi mi to vedel. Zadnje podjetje, ki sem ga iz te scheme bančne najdel, je bilo leta 2016 likvidirano. Se pravi, potem, ker ni bilo več Merkurja, ko ni bilo več Šrotov, pa tele, kaj že, Pivovarne Laško in vseh teh tajkunskih zgodb, je še vedno teklo in živelo zadnje udbovsko podjetje, ki ga je možno detektirati. 2016 se je tudi zaprl Profinest, to je podjetje, ki je bil ključen za to, da je Mladina spremenila svoj svetovni nazor in prišla v lastniško strukturo vzporednega mehanizma. In v teh bančnih zgodbah je zelo veliko teh zanimivosti, ki jih tudi popisujem v knjigi, tudi kako je Niko Kavčič osebno sam goljufal in delal banksterske posle sam sabo, in tako dalje in tako naprej. Pri tem lahko v tvoje knjige sledimo, če sem nekoliko ciničen, še za današnje čase aktualno poglavje z naslovom Sistem sporednega bančništva zornega kota javnega tožilstva Socialistične republike Slovenije. Morda nam to lahko pojasni, zakaj imamo še danes v precejšnji meri tožilstvo
ki drugorazredne preganja, prvorazredne pa bolj ali manj ščiti. Jaz opisujem v prvem poglavju primer Farok. V knjigo sem ga umestil zaradi tega, ker ta iransko pranje denarja nas navaja na dve vprašanji, in to jaz tudi bralce navedem, preden vstopam v razlago vzporednega mehanizma in ekonomsko-zgodovinsko analizo. Prvo je, kako je mogoče, da so po vrsti vsi regulatorji odpovedali in da absolutno nihče ni niti najmanj trznil, da bi preprečil pranje denarja pod eno, dva pa izvedel učinkovito preiskavo, kaj se je pravzaprav zgodilo. In možnosti sta dejansko samo dve. Ta prva možnost je, da mi živimo v državi, ki nima institucij in se lahko primerjamo z Južnim Sudanom, Malijem in podobnim državam, ki nimajo institucij. Drugo je, da verjetno deluje nek vzporeden mehanizem, ki omogoča tako delovanje in poslovanje in preprečuje, če se že razkrije, sankcioniranje. Zdaj, karkoli od tega izberete, za to državo definitivno slabo. Ampak v tem kontekstu odgovor je bil dan tak, ker je kontekst tožilstva noter, se mi res lahko vprašamo, o čemu je sploh fora, da imamo mi v tej državi tožilstvo, če pa lahko iranska obveščevalna služba preko britanskih Deviških otokov nemoteno nakazuje sredstva po celem svetu preko največje slovenske banke, in če tožilci ugotovijo, da nakazila Supermanu in Ani Karenini niso nič spornega. Potem imamo, oprostite, ali pa tudi, če mi ne oprostite, je kar povedal, retardirano tožilstvo. Ampak to je v najboljšem primeru imamo retardirano tožilstvo. V najslabšem primeru imamo vzporedno tožilstvo. Potem še kakšen od teh tožilcev je potem nagrajen za to, da postane evropski tožilec. Drži, to je tožilec, ki je ugotovil, da v primeru Farok ni bilo spornega bančnega poslovanja. In to v okoliščinah, ki so nove. Recimo, zgodba je bila taka, neka ameriška banka je začela zavračati te absurdne naloge oziroma nakazila, ki so prihajale iz Nove Ljubljanske banke v imenu podjetja Farok Limited, in so rekli, da pač to več ni normalna zadeva. Dajte vi nam poslovno dokumentacijo, da vidimo, na čemu temeljijo ta nakazila. Vse veste, če podjetje nakaže nek denar za neko storitev drugemu podjetju, mora biti kakšna pogodba, mora biti kakšna storitev upravljena. In potem so na Novi Ljubljanski banki dobili ta odgovor od Američanov v roke, da pač transakcija ne bo stekla, dokler se ne izkaže, da ima kakšen smisel posloven. In oni kličejo Iranca in mu rečejo, Američani so zablokirali, moraš nam dati poslovno dokumentacijo, da vidimo, če tukaj kaj je. On pošle poslovno dokumentacijo. V poslovni dokumentaciji se razlikujejo od tistega, kar je navedeno v transakciji, letnice, vrsta robe, količina robe in vrednost. Vse. Jaz sem nakazal 10 evrov, za to, da sem kupil liter vode, on ima pa poslovno dokumentacijo, da je nakazal 1 evro, ki je šel v kino 6 let nazaj pred transakcijo. In kaj naredijo na LB-ju? Sporočijo v Ameriko, da ta transakcija da je on pokazal poslovne dokumente in da to deluje. In Američani pač enostavno odblokirajo transakcijo in transakcija gre čez. Potem pa na Novi Ljubljanski banki grejo do Iranca in mu rečejo, stari, tako več ne bo šlo dalje. Mi ti predlagamo sledeče, odpri novo podjetje v Združenih arabskih emiratih, pa iz tem nakazuj denar, ker Američani navijo pol dojeli, da gre za en drug podjetje, pa navijo dojeli, da gre še vedno zate. In on to naredi in to izvajajo. In tožilstvo ugotovi, da ni bilo spornih bančnih praks. Pa jaz ne vem, če bi bili zdaj mi v bifeju sedeli, bi jaz toliko psoval, da me ne bi mogli ustaviti, razumete? Ker to se mi pa zdi, da je pa pač noro, idioti pa nismo vsi skupaj. In to ni ena in edina zadeva, ki je nora. Kakšna je norost?
komorkoli klale bicikl kdo ukrade, pa pokličete policijo, bo policija pa šla, ne? In bo rekla, kakšen pa je bil kolo, kdaj so vam ga pa ukradali, a kaj kradejo po tem v kraju. To se zgodi, ne? Ja, zakaj policija sploh ni šla na Novo Ljubljansko banko? Ni šla, za eno sram bicikl vas bojo klala prišli vprašati, kva pa, kako pa kje. Oni pa niso šli za milijardo upravnega denarja. In še več, ko se že odpre preiskava, ne, ko to že se preiskuje, Irač Farok zadeh, ta iranski to delu, hod po Ljubljani, gre v Novo Ljubljansko banko, pa nove račune odpira. Nove. Iz Nove Ljubljanske banke ga nihče ne obvesti policijo. Policijo vprašamo, vi ste to takrat že preiskvali, a ste sprejeli kakšne določene ukrepe, da ga nadzirali, ker ste vedeli, da je tukaj. Ja, nas je prehitel. In pa jih je prehiteval še par mesecev, ker je še pol leta naprej še vedno denar nakazoval. Pa da ne govorimo o tem, da so jim provizijo, prilivno provizijo so mu oprostili. To je cash, ki ga morate plačati, ko delate transakcije. Ok? V redu, so mu oprostili po sklepu uprave. Ampak mi še danes ne vemo, kdo je podpisal ta sklep. Zaradi tega, ker v banki tako deponirate podpise, veste, če ste vzeli kredit, ste se mogli podpisati, da imajo vaš podpis tam. Tisti podpisi, ki so podpisani pod sklepom uprave, niso deponirani na banki. Nihče od članov uprave se ne spomne, da bi to kdaj podpisal. Nihče od nižjih struktur se ne spomne, da bi podpisal po oblastilu člane uprave. Po en tožilstvo pa NPU serjata, da so to legitimne bančne prakse. Super, ampak ujebeni Severni Koreji. Pa je to. Ampak, a ni en... Se upravičujem za te izraze, samo lejte, to je preveč. Mislim pa šlo, a ni en kriminalist, ki pa vendar je nekaj raziskoval v zvezi s tem, potem pa razmeste izsodil. Ne, tista... A to je ena druga zgodba. On je preiskoval, ampak je preiskoval tako diletantsko, kot so vsi delali. On je uspel 20,000 transakcij popolnoma analizirati in izslediti v 7 delovnih dneh, kar je tehnično nemogoče in ugotoviti, da tam nič ni. Ta pač njegova smrt je bila pa zelo nesrečna okoliščina. Tako da, ja, treba pa spustiti, ker pač ni nikoli. Če se še vrnemo malo nazaj, kakšna pa so bila ta razmerja med zvezdnim sporednim mehanizmom in republiškimi sporednimi mehanizmi znotraj Jugoslavije, če to sploh lahko tako rečem, a je imela vsaka republika recimo še svoj sporedni udbovski mehanizem, ali pa je bil ta značilen predvsem za Slovenijo, ki je mejila pač na zahodna Italija, na Avstrijo? Ja. Jaz sem bil v Hrvaškem arhivu, v Sarajevskem ni kaj zavideti, ker pač Bosanci se radi pobijajo vsakih 50 let in temu primerno zažigajo vse arhive, ki jih imajo. Tudi diplome pa to. Ja, lej, to je to. V Beograjskem arhivu nisem bil, ampak vem, da tam nič ni noter. Edin v arhivu kontraobveščevalne službe so stvari noter, ampak ta arhiv je prišel pod arhiv Vojske Republike Srbije, kar pomeni, da bo zaklenjen za vse večne čase. Ampak tisto, kar vem, ne, je to, da je vsaka republika imela nek svoj vzporedni mehanizem, da je pa Slovenija bila daleč najbolj propulzivna v vzpostavljanju in uporabi tega mehanizma. Imate poročila uprave in službe kasneje tudi službe državne varnosti, kjer kaže, da procentualno je največji delež zaposlenih v UDV oziroma SDV delu na ekonomskem področju. Primarno je treba na Hrvaškem izpostaviti INO, pa Privredno banko Zagreb, pa Zagrebačko banko, v Srbiji pa seveda Udruženo Beograjsko banko, pa Genex. Ampak glede na videno lahko rečem, da je bil definitivno najbolj razvit in učinkovit slovenski sistem vzporednega mehanizma in je tudi kot tak zelo dobro prestopil v tranzicijo in dal učinek v smislu kreiranja omrežja in ugrabitve Nove Ljubljanske banke
kot glavnega financerja najprej privatizacije, v drugi fazi pa lastniške konsolidacije slovenske ekonomije. Recimo, če ostane malo pri zvezdnih usporednih mehanizmov, ti pišeš o kiti zvezdnega državnega tihotapstva, pri čemer posebej izpostavljaš Đoko Anđelkovića. Ja. Zakaj ne prav njega? Najprej treba razumeti, da je zvezdni švelc, se to je zanimiv, je dejansko je vodil Slovenci. To je bil Vitko Hlaj, še eden izmed tega čudovitega nabora njihovih narodnih herojev, ki je bil desna roka Eda Brajnika, spet en čudovit narodni heroj, vsi polni švelca, ki pa Edo Brajnik je bil pa, vemo, dolgoletna desna roka Aleksandra Rankoviča in z njim tudi padel. Zdaj, znotraj tega zvezdnega švelca je bil vedno glavni poudarek na Slovencih. Vitko Hlaj kot šef zvezdnega tihotapstva je vedno dajal za zgled Kavčičevo organizacijo in vodenje teh poslov vzporedne ekonomije od tihotapstva do A si vi zamislite, da imamo narodnega heroja, ki je vzgajal opij, iz njega delal morfij in to na črnem trgu prodajal v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Pa to je noro, to je absurdno. To je samo medklic, da razumete, kako bedna laže se skupaj, pa kaj so vsi ti liki dejansko bili. Ampak Đoko Anđelković je bil pa prvi operativc državnega švelca. Če si hotel izvesti na terenu to zadevo, si njega poklical. In on je delal za slovensko, hrvaško, srbsko in makedonsko upravo državne varnosti na vseh področjih. Internacionalen švelc, cigaret, narkotikov, zlata, diamantov, karkoli si hotel, si upoklical njega. Kar verjetno zdaj se vam že zdi, da je to neka oseba, ki jo bi jo prej videl v nekih kriminalnih serijah na Netflixu, ki prikazujejo mafice. Ampak ne, to je bil poslovni partner našega velikega prvega bančnika, pomembnega LDS-ovca in vplivnega človeka v Novi Ljubljanski banki Nika Kavčiča. Namreč Niko Kavčič, Miloš Ogrizek, to je bil načelnik Slovenske uprave državne varnosti, Slobodan Bata Todorović, to je bil prvi srbski oligarh, ki je nastal še v socialistični Jugoslaviji, in Đoko Anđelković so leta 1969 v Švici ustanovili firmo Atko. Akronim Anđelković, Todorović, Kavčič, Ogrizek. In to so ustanovili z denarjem Ljubljanske banke, z namenom, da potem zakrinkano pridejo na Ljubljansko banko, k direktorju uprave te banke, ki je bil kar Niko Kavčič sam, partner v tem podjetju, in dobijo kredit, da kot švicarsko, neznano švicarsko podjetje vlagajo v turistične kapacitete na Dunaju. Tukaj ni bilo kakšnih posebnih omejitev. Zbil ti kriminalc, bil si morilc, naslednji dan si bil ti pomemben poslovnež. Ker se veste na koncu dneva, da se ne zajebavamo. Jaz kaj noter opisujem poslovne poti, recimo Janeza Zemljariča, Ivana Pušnika, Dragana Isajloviča. To so vsi bili člani združbe imenovane službe državne varnosti, ki po nareku partije delala svega in svašta. Od tega, da je sodelovala po kazinojih z italijanskimi mafici, do tega, da je kanalizirala denar po davčnih oazah ali pa nadzirala ustanavljanje banke v Švici. Ampak te so kar naenkrat, čez noč, polni kapitala postali podjetniki. Medtem, ko smo mi leta 90-91 imeli po družinah enega ali pa dva brezposelnega in se počutili obupno, ker nismo vedeli, kaj bo jutri prinesel, smo imeli 200,000 brezposelnih, so oni postajali zgodbe o uspehu. Kako lahko nek Ivan Pušnik, Ivan Pušnik, ki je bil v 80-ih v službi državne varnosti,
zadolžen za nadzor nad nemško govorečim področjem. Leta 1991 postane s svojim ciprskim podjetjem soustanovitelj Faktor banke. Odkot mu cash, odkot mu znanje, okay? To je hollywoodska zgodba o uspehu, udbovci nas postanejo veliki in vplivni podjetniki, mi pa želimo doma kaj, vodo pa kruh. Zato, ker so oni prvi družbeno premoženje umaknili, ker so oni požrli ta podjetje, pa cash skanalizirali nazaj noter kot švicarske, lichtensteinska, ciprska podjetja. A to so govorili. Ampak Đoko Anđelković je pred zgodba tega sranja. Imaš super kriminalca, ki bi je zrel za to, da ga Interpol začne iskati, on postane švicarski podjetnik in posluje z Ljubljansko banko. Zdaj, ko ste jih omenjal, Anđelkovića, pa Ogriska, pa tudi Todorovića, ne? V bistvu, če se ne motim, je vmes zapisal o tem, da je Zemljič ukradel Bata Todorovića. Ja. Zakaj je šel po tej zgodbi? Ja so se malo skregali pri svojih poslih, pa tako? Ne, zgodba je bila... Zdaj smo spet crknili. Evo, ko pridemo do Zemljevića, crkne, ne možno je. Ajde, Zemljević nima šans, jem še naprej klaftral. Baterija mu izmanjkala. Evo Zemljević, ni? Nač. Udba snodni posebej. Ma ja, bila. Zdaj se pa na mojem devet, ker tale je bolj na glas. Bomo videli, kako šlo to z mojim temperamentom, da bolj umirjeno govori. Ampak Zemljević, ne, cela zgodba se je sprožila, Igor bi to ful boljš povedal, ker on je dejansko pisal tej dosti tragični zgodbi. Zgodba se je sprožila, ker je Slobodan Bato Todorović imel neke napol prijateljske stike z Aleksandrom Rankovićem, takrat, ko je bil Ranković že padel in izgnan v Dubrovnik. Mislim, ni hudo izgnanstvo, ampak verjetno tudi, da imel Dubrovnik želejo majke. In potem so silili Slobodana Todorovića, da začne špionirati in pisati poročilo o Rankoviću. Slobodan Todorović to ni delal tako, kot bi si oni želeli. Tito je imel še vedno paranojo, da mu bo Ranković glavo odrezal in izoblikovala se še nova paranoja. Hiperbogati Slobodan Todorović naj bi Rankovića in njegovo kliko zalagal z denarjem, zato da Titu odrežejo glavo in naredijo državni udar. In potem se je sprožil ta cel proces, da so ugrabili Slobodana Bato Todorovića na prelazu na Brennerju, ga zbasali v prtlažnik, potem en mesec tam tepli pa zaslišvali, pa so ga pa kao najdeli v Žusterni v hotelu, pa obsodili in zaprli. Seveda ni bilo težko Slobodana Bato Todorovića zapreti, posebej ne za gospodarski kriminal, ker je zaradi tega že bežal iz Jugoslavije. In on je bil en ključnih ljudi, ki so v Beogradu zrihtali zadeve. To pomeni, da če ste hoteli kredit metalki dati, ki sem ga prej govoril, ste rabili iz Beograda dobiti denar, da ste ga posodili metalki. Slobodan Bato Todorović je to s kombinacijo podkupovanja in vzporednih poslov lahko zrihtal. Zato je bil tudi Kavčiča poslovni partner, s tem, da on Kavčiča ni malo, ker Kavčič je bil, pač enostavno je bil bandit. Kavčič je od njega stalno zahteval, da mu nek denar daje v gotovini. In Slobodan Bato Todorović mu je potem ta denar dajal, tako da mu ga je v kuverti nosil v pisarno Ljubljanske banke Đoko Anđelković. Potem je bil že dolžen denar, ker ga je skozi dobival Todorovića, ni mu hotel dati denarja, pol pa rekel, v redu, mi imamo kle nagradno rigo na Ljubljanski banki, po naključju bo zadela ena hranilna knjižica, avto, Mercedes, nov, pa ti mi jaz tako vrnil, da boš ti tvoja hranilna knjižica zadela nov Mercedes.
in seveda Ljubljanska banka je z družbenimi sredstvi kupila Mercedes, ki ga je potem zadev Slobodan Bata Todorović, zato da ni več terjal denarja, ki ga je on posojil kot oseba Niku Kavčiču. Ja, to je to na koncu dneva, ko ste rekli, ta zid iluzij zrušite, vidite to profano, debilno svinjarijo, ki je pač nič vredna. Te ljudje so bili nič vredni. Koliko so pa zato vse to vedeli partijski sekretarji, šefice? Za Nika Kavčiča so ful vedeli in to je tudi Nika Kavčiča stal glavo, ker pač ni nehal kradeti partije, ne? Ko lahko delaš mrske, ampak partije ne moraš kraditi, ne? Enkrat on se je konc 80-ih letih nekako prikazoval kot politični disident, nekako iz ozadja priključil Demosu in Slovenski demokratični zvezi in pač poskušal se prikazati kot velika žrtev političnega sistema. Drži, on je trdil, da je padel z liberalnimi reformami Staneta Kavčiča kot glavni podpornik v obliki direktorja banke, ki je šel v Kavčiču Stanetovo agendo liberalizacije ekonomije. Ne? Ampak to dejansko ni bilo res. Ne? Res je bilo samo to, da je bil Stane Kavčič na eni strani razumen človek, na drugi strani pa nor. On je bil razumen, ker je dojel, da ta ekonomija socialistična več ne deluje, da pač nima smisla. Nor je bil zaradi tega, ker je začel Kardelja maltretirati z idejami kot so delnice. Kaj je bilo hujšega, kot je govoriti o zasebnem kapitalu v socialistični ureditvi, absolutnemu in popolnemu idiotu Kardelju, ki je verjel v Proudhona in anarhizem, socialistični anarhizem. Ne? In to ga je stal glave, absolutno so mu odrezal glavo. Ampak Niko Kavčič pri temu ni imel nič. Niko Kavčič je celo izrabljal Staneta Kavčiča, ker Stane Kavčič je imel sledeč koncept. V Sloveniji bomo detektirali par panog, v katerih smo lahko dobri, naredili bomo eno centralno banko, ki bo jedro financiranja slovenskega razvoja prek detektiranih uspešnih panog. To je mimogrede teorija nacionalnega interesa, ki se je pa razvila, pa takrat nismo 15 let nazaj štekali, odkot je pa šla. Ampak spet v sprevrženi obliki. Seveda ne, Niko Kavčič je pristopil zraven, ker mu je bilo zelo dobro jasno, da je ena in najpomembnejša banka pomeni veliko vzporednega bančništva. In je znotraj tega začel golfati. Znotraj je popisana schema z kobajagi financiranjem teritorijalne obrambe, ki je bila navadna kraja, ki jo je odkrila partija in je znorela. In ko je partija znorela in so Kavčiča začeli zaslišati, zakaj je to delal, je s prstom pokazal na Staneta Kavčiča, da mu je on to odredil, da dela. Stane Kavčič se je ven iz tega prišel, ker ni bilo nobenega dokaza, da mu je Stane Kavčič to res ukazal. Ampak pazite sprevrženost. Niko Kavčiču je bilo takrat, leta 1972, popolnoma jasno, da bo partija Stanetu Kavčiču odrezala glavo in da je Stane Kavčiču v absolutni nemilosti. In da bi se rešil iz svojega sranja, je kot krivca pokazal Staneta Kavčiča. Torej njega še bolj potunkal. Tako. No, to se ni šlo, on je prišel v kazenske postopke, kazenski postopki so se ustavili, ker seveda narodne heroje pa res ne bomo preganjali za finančnega kriminala. Pa se je pa pojavil konec 80-ih na legendo Staneta Kavčiča. In od takrat je on naprej furil, da je bil on Kavčičev človek in koliko so njemu partija groznega naredila. Njemu partija super naredila, zato ker je on počel, bi mogel 30 let zapora dobiti, ne v normalni državi, tudi v socialističnem samoupravljanju, ker je bil pač bandit. Veš, ti lahko modela z gozda potegneš, gozda pa iz modela ne možeš potegniti. To je bil Niko Kavčič. V bistvu, nekaj se že o tem povedal, ampak v bistvu, mi smo mislili, ko bo pač prišlo do prehoda iz enopartijskega v demokratični sistem, da bojo pač komunisti ostali brez vsega, pač z denacionalizacijo temi stvarmi, pa bojo ljudje pač, ne vem, desna opcija prišla do kapitala, do realne moči, do gospodarske moči,
vemo pa, da se je zgodilo ravno drugače in da se je v bistvu s pomočjo teh rdečih direktorjev vzpostavilo tako imenovano tranzicijsko omrežje, v katerem pišeš v širnem poglavju. Ja, in v bistvu pišeš o srči tega tranzicijskega omrežja. Kot prvo ne bi jaz zdaj lih tako postavil, kjer političen pol bi prišel do kapitalskega ojačanja, ampak bi postavil bistveno bolj enostavno, pa vse je nekontradiktorno izjavo temu, ko bi rekel, da bi šlo za primarno razdelitev lastninskih pravic na pravičen in učinkovit način. Čeprav razumem, da je beseda pravičen pač nekaj, kar je vedno v zraku. Ampak tisto, kar se je pač nam zgodilo, je to, da nismo razumeli, da vendarle obstaja vzporedni mehanizem, ki je tako močen in čez katerega je šlo toliko veliko družbenih sredstev, da lahko z vrnitvijo teh sredstev v slovensko ekonomijo vzpostavi omrežja moči. In to v medijih, in to v politiki, ker pač politika je bila dobršen del lastnikov, predstavlja je dobršen del lastniške strukture slovenskih podjetij, preko paradržavnih skladov, to so pač skupščine podjetij. In je pač ta sistem bil sprevržen v tem smislu, da ga mi niti nismo zaznali. In kar je meni bolj bizarno je, pazite to, jaz nisem teh dokumentov, na katerem so izgrajene te zgodbe, nisem jih dobil v Hrvaškem arhivu, nisem jih dobil v arhivu KGB-ja ali pa CIA, jaz sem jih dobil v arhivu Republike Slovenije. Kako so prišli dokumenti v arhivu Republike Slovenije? Dala jih je Sova. V bistvu je tu verjetno pomembno vlogo odigral Lovro Šturan in takrat prva Janševa vlada, da so sprejeli zakonodajo, da se je končno Sova v bistvu predala to. To vse drži in potem tudi Igor Omerza, ki je zbojeval 2 referenduma, da je to ostalo odprt in da imamo možnost vpogleda v to zadevo. Ampak tisto, kar jaz hočem povedati, leta 1991 ali pa sprejem ustave maja 1990, te dokumenti so že bili v arhivu v takrat tedanji varnostno-informacijski službi, predhodnici Sove. Sploh, če bi nekdo pogledal v te zadeve, ali pa bi Sova obvestila, ali pa vi s kogarkoli, nadrejenega predsednika vlade, bi mi začeli razmišljati, opa bato, zdaj imamo pa mi klele upravka z nekim vzporednim mehanizmom. Ta vzporeden mehanizem polne denar klele po naši ekonomiji, začenja oblikovati omrežja. Si vi zamišljate, da v 20 letih te dokumentacije nekdo ni odprl, niti eden. Niti en direktor Sove, niti Visa. Ne razumem. Jaz to preprosto ne razumem. Koliko bi bilo to nam prehranjenja, koliko bi nam bilo to lažje, koliko bi lažje razumeli, če bi, ko je nastopila nova slovenska vlada leta 90, dobila na mizo tele dokumente, bi prva stvar, ki bi rekla, vsa ta podjetja so zdaj v lasti Republike Slovenije. In ne bi imeli tega sranja, ki ga imamo zdaj. To je meni popolna in absolutna neznanka. Zakaj? Zakaj ni noben direktor Visa ali Sove, zakaj Miha Brejc, ki je vedel, kaj ima noter v arhivu, ni bil sposoben tega nesti predsedniku vlade Peterletu? Zakaj? Čemu ta farsa? A mogoče, ne vem, zaradi tega, ker so se pač ukvarjali z osamosvojitvijo in da niso imeli časa za to je osamosvojitev. Da bi šli v bistvu pogledati bolj notri. Metoda, to je osamosvojitev. To je osamosvojitev. Mi se nismo mogli osamosvojiti v polnem tudi ekonomskem pomenu besede, če smo ostali ključno vezani na neke niti, ki so se vlekle, kapitalske niti, ki so se vlekle od odzadij in jih nismo niti znali identificirati. Naša samostojnost je bila bistveno okrnjena, ker je kapital dal neki politični strani toliko veliko moč, da je deformirala celotno
celoten javni prostor. In jaz mislim, da je bilo to nedopustno. V bistvu se res nismo zavedali, da obstaja neka struktura tako imenovanih dogovor. Če bi mi leta 1990 te dokumente imeli na mizi, bi naredili ekonomsko ilustracijo, ker enkrat nema para, nema moči. Ekonomska ilustracija bi takrat spremenila zemljevid Slovenije. Ampak verjetno bi bilo to težko narediti, če imaš v vladi, Demos v vladi, nekega človeka, kot je Jože Mencike. Ja, sigurno ne, definitivno. Da srečo ni bil dolg, ampak... Še dobro, da je pač pred, da se uspel odstopiti. Pač, če človek ni verjel v monetarno osamosvojitev in lastno valuto, je po političnem prepričanju idiot, po ekonomskem prepričanju pa absoluten retardiran kreten. Ja, v knjigi opisuješ še cel kup v bistvu zanimivih osebnosti, tega tranzicijskega omrežja, od Ivana Pušnika spomenil, Draga Isaroviča, vemo, da je bil celo svetovalec ministra na finance Križaniča, Petra Vega Škrabca, bi morda še koga izpostavil glede tega? Ja, zanimiva zgodba je verjetno Miloš Kovačič. Miloš Kovačič je imel vedno ta adut, ki ga je sam ponavljal, da on nikoli ni bil v partiji, pa je bil vseeno lahko direktor v velikem jugoslovanskem slovenskem podjetju. On ni rabil biti v partiji, ne? On je bil pač zelo dober sodelavc službe državne varnosti, obveščal in informiral jih je o jugoslovanskih apatridih v Moskvi in Sovjetski zvezi. Po mojem mnenju je s tem zelo grdo ogrožal njihovo varnost. Ampak Miloš Kovačič je lažni alibi prodajal celi slovenski državi. Jaz ne rečem, da ni bil sposoben menedžer, bil je izjemno sposoben menedžer, ampak to, da je on sodeloval za službo državne varnosti z UDBO in kako je sodeloval, pa vendarle tudi nekaj o tem o njemu pove in zagotovo pove, da ne mi prodajati pravice, nisi bil v partiji, pa bil si v UDBI še hujši. Kako pa je recimo Darku Horvatu uspelo iz tega sistema potegniti skoraj 300 milijonov evrov? Ja, Darko Horvat je ena fascinantna zgodba, jaz jo opisujem, zgodba mislim, da ima korenine v letu 1945 v povsem bizarnem sodelovanju med Hagano, to je predhodnica Mossada, in Zvezdno upravo državne varnosti, v prvi fazi v vlogi Eda Brajnika, v drugi pa Vitko Hlaja, ko so nastavili skupno tajno sodelovanje in sicer vzporedno ekonomijo in vzporedno diplomacijo. Zdaj, starejši se spomnite, da je Jugoslavija leta 1967 po tisti 10-dnevni vojni Izraela proti vsem njegovim sosedom prekinila diplomatske stike in z Izraelom in jih ni nikoli več vzpostavila. No, vse skupaj je ena navadna velika farsa, pa laž, zaradi tega, ker diplomatski stiki so stalno potekali. V arhivu Republike Slovenije imamo še enega redkih dokumentov, kjer je podpisan Josip Broz, ki pravi, da naj ta diplomacija poteka in moram vam priznati, da je po vsem videnju mi je jasno, da boljšega zaveznika Jugoslavija v svetu ni imela kot Izrael, čeprav smo stalno poslušali pravice o zlobnem Izraelcu in bogih palestincev in arabcih, in neuvrščenih, ampak kadarkoli je bilo treba kakšno sranje z Nasarjem ali pa Sadatom razrešiti, je pač Josip Broz klical v Izrael pa to razrešil. To je bila realnost. In na teh slovensko-izraelskih poslih, posebej na teh podjetjih z izraelske strani, se usedel nepričakovano Darko Horvat in njegove poslovne scheme iz njegovega PIDA aktiva. In to je dobesedno filmska zgodba, ki, ne boste verjeli, se v velikem delu konča tako, da Darko Horvat in te njegovi izraelski partnerji propadajo pri tem, ko gradijo hotel leta 2007, hotel Plaza v Las Vegasu. Zdaj malo približno veste, kam je šel vse denar, ki je bil izčrpan iz kreditov slovenskih
bank, ki niso bili nikoli vrnjeni. Daleko hodati je še nekaj tacga, kar lahko samo ustanemo in aplaudiramo slovenskim tožilcem in policistom. Pač 300 milijonov pa nekome ništa, noben nič ne preizkuje, ničesar ni. Zdaj tukaj 300 milijonov evrov, ki jih je zginali in ki smo jih mi odpisali in kot davkoplačevalci pokrili. A veste, kaj je to? Jaz ne vem, kaj vse bi v pivki lahko naredili za 300 milijonov. Jaz domnevam, da še eno pivko lahko zgradimo čist na novo, ne? Z ekstra šolo, ekstra vrtcem, ekstra zdravstvenim domom, univerzo, če hočete, ne vem čemu. Ampak nas ne zanima. Nas ne zanima tožilstvo, pa NPU ne zanima 5 milijard, ki smo jih vrgli čez okno za bančno sanacijo. Brez veze, nima smisla, da imamo še to državo. Zaklenimo pa prejmo. To je realnost tega sranja, v katerem živimo. Ne smešim pa več več. Mogoče, če se proti koncu še dotaknemo malo tega, da pišeš o podružnicah NLB, ne? V preteklosti se v zvezi s temi spolnimi posli omenja predvsem LKG Frankfurt, pa RGS New York, potem smo pisali biografije, demokracije in tako dalje. Kakšna je bila v bistvu njihova vloga? Ma ja, to so. A veste, kaj mislite, da smo prišli do dna, ne? Pa je še večje dno tukaj, ne? Vas bom še bolj razburil, kot vse do zdaj, ker po moje že do zdaj vse noro, ne? Ampak tukaj popisujem zgodbe, ki so presečna množica med bankami in kriminalnim podzemljem. Recimo, kako si mi pojasnimo te naše slovenske čudovite banke, ki so omogočale denarne transfere za denar, ki je prihajal iz državnega tihotapstva cigaret pod Milom Đukanovićem. Meni je to nedojemljivo, to je LHB Frankfurt. To smo mi delali, oni so čike prepeljali v Bari, vsaka kolona Unida je na poseben račun na LHB-ju nakazala denar. Oni so ga pa pol ta denar nakazali na Zeta Trans v Črnogoru. Potem noter popisujem 2 epizodi, kako je Nova Ljubljanska banka s svojimi podružnicami v Beogradu in Novem Sadu prala denar narko kralja Darka Šarića. Mislim, to je meni nedojemljivo. Mislim, kje je dno, kje je konc tega sranja teh velikih bančnikov, pomembnih bančnikov. Potem imam noto zgodbo o tem, kako je NLB Interfinanc, spomnite se jo iz tiste moje kolosalno dolge zgodbe, kako je denar šel preko Adita v Italijo, Luksemburg, potem pa v Švici ustanovimo to, kar postane NLB Interfinanc. Za 83 milijonov, ki smo jih odpisali brez veze, financiral ekonomski oddelek Surčinskega klana, ki vam je znan potem, da je pomagal planirati atentat na Zorana Đinđića. Evo, to je realnost slovenskega bančnega sistema. To je realnost tega, če se tožilstvo in policija ne vidita za spolno početje, ne pranje denarja za narkokartele, ne omogočanje denarnih tokov za tihotapstvo cigaret, ne financiranje kriminalnih združb, ki sodelujejo pri atentatih na predsednike vlade. Brez veze. Še za konec, kaj nam torej tvoja knjiga Vzporedni mehanizem globoke države pove o slovenski preteklosti, slovenski tranziciji sedanjosti, kaj je torej njeno glavno sporočilo? Jaz mislim, da, glejte si, če to jaz ne bi napisal, bi en drug napisal. Te dokumenti so, te dokumenti obstajajo, zdaj zakaj se slovenski zgodovinarji v veliki večini delajo, da to ne obstajajo, drugo vprašanje. Ampak to je naša zgodovina. Nam je všeč, ali nam ni všeč, to je. Ne? In to nam pojasne tudi našo tranzicijo, to nam pojasne, kako so omrežja nastala in kako so omrežja vzpostavljala moč v politiki, v institucijah, v medijih, kjerkoli, v bančnem sistemu. In to nam do zdaj najbolj pojasne, zakaj je zgodba v uspehu kolapsirala leta 2008, ko je prišel prvi zunanji šok iz tujine. Zato, ker smo ves čas mi živeli v utvari, da imamo nek normalen ekonomski sistem, v resnici bil pa ta ekonomski sistem
dominiran z strani enega dobro prikritega, strašno kompleksnega sistema, ki je bil tukaj prisoten desetletja in desetletja in ga nismo mogli opaziti. Jaz mislim, da knjiga prinaša en delček k razumevanju, kje živimo, kdo smo in kam gremo. Pač po tej knjigi ne bo več možno čist spet enega bullshita v javnosti. Tudi zaradi tega tvoja knjiga včeraj glavna zvezda razprave v Državnem zboru. V redu, hvala Rado. Zdaj pa morda še kakšno vprašanje za občinstvo, prosim. Hvala. Gospod v prvi vrsti. Ja, hvala. Jaz mislim sledeče, da je izvirni greh naše demokracije neizvedena lustracija politična in finančna. To je bil začetek zda, ki so rekel skozi od da ponovim, izvirni greh neizvedba lustracije finančne in politične. Kajti, če bi to izvedli leta 1991 in s tem preseki tudi takoj zablokirali vse vire, ki so nastajali skozi od 45 naprej, bi danes bila slika Republike Slovenije vse drugače. Da se pa nazaj vrnem, nisem še prebral do konca, imam jo v neki študiji, ali nisem še končal, opažam, da je bilo premalo dano pozornosti na hobotnico Saftija. Pa še niste dosti delač prišel za tega, ko imam 120 strani Saftija. No, potem jaz počem da skozi strani. Morate še do kjer pride. Potem samo nekaj dodati, če bom nekaj pomagal v tem delu, jaz sem že dosti strmen. Sam sem živel na tem območju malo omenjega prometa. Je, cel Safti in kako se je Safti v KB19 spremenil in Vega Financ in Protos in SKGZ in ZTT in Tržaška kreditna banka. Dokaj morate pridati? Vse veliko dokaj pridati, ampak. Mogoče pa neke detalje, ki jih sam poznamo autentično, so dokaj zaskrbljujoči. Vsa finančna zmogljivost območja maloobmejnega prometa se je zlivala preko Primexa na italijansko stran na Monatrade, potem na Monatrade München in na Monatrade Madrid. To so prav velikanska sredstva. Vsega izvoza, ki se vršil, se pravi, tako naštejem, tu je bila Meblo, Gostol, Vozila, Ciciban, Anhovo, Rudnik Idrija, Mik, Nova Gorica, nekaj je potem končal, tudi na podlagi Saftija, ki je ta denar prišel nazaj in se potem popadil vse skupaj. Se pravi, ta gmota denarja se je valila čez in potem nazaj se soglasjem tudi italijanske mafije se je blokirala v kreditni banki, kmečki banki Gorica in pa v Trstu banka, Trgaška banka. Se pravi, to je bilo vse speljano na podlagi Ljubljanske banke, ne na tej strani, ker mi nismo dobili, ko smo izvažali, nismo dobili deviz, nismo dobivali denar, devize so se pa tam zaustavljene in pa deponirane na tem banku. Tako da potem, ko je to iz gospodarstva, iz izgraništva, je pa še večja zabloda. Ta pa je, na tem je pa državna rota povsem lupa. Na tem delu je bila tu Kavčič in ostali način na izgraništvu metropol Portoroža in Hit Nova Gorica, in pa pod neposredno kontrolo Mute. In tudi vse denar iz posojilnih služb,
ker Casino Portorož brez skrbi. je to zginil. Ja. ne. In Mala del Brenta in panamsko tako da, podjetje ne vem, in če švicarsko tam podjetje. šel v knjigi, če je tam osvetljena ta zgodba, potem bo to vedno. Vendar, tam so se pa res dogajale. Po tem delu, ki je ta denar šel čez, pa ni prišel nazaj, je prišel nazaj samo nekaterim, ne preko nekaterih. Prosim? Ja, Ja, no, zdaj. ja, imamo še vprašanje. Hvala. Če je to obdelano, potem... Ja. Pa še kakšno vprašanje? Tam le gost, Ja. dve, pa tam je ena oseba. Ja. Hvala. Jaz bom kar sesne glas. Ajde. Zakaj se je zgodilo v obdobju 2004-2008, Aha. ki je bilo treba Ljubljansko banko dokončno privatizirati in jo prodati večinski delež KBC-ju, zakaj se je zgodila blokada? Zaradi tega, ker samo dve varianti sta, kako ti denar dobiš. Ena je lastniški kapital, se pravi, da bi šel v razpisu delnice, jih prodal na delniških trgih, dobil kapital, investiral. Druga je, da dobiš bančni kapital, se pravi posojilo. Zdaj, delniški trg v Sloveniji je zelo plitek in neobstoječ, praktično tam ne moreš dobiti denarja, ampak banke so pa tiste, ki so dajale glavne kredite. In glavni denarni tok je prihajal iz bank. In to je prihajal v par smeri, ena so bili menedžerski prevzemi, druga so bili financiranje holdingov in PID-ov, finančnih holdingov in PID-ov, in tretje gradbeništvo. Za vsa te tri vrsta financiranja je bilo pokazano, da so bili krediti neustrezni. Niso bili ustrezno pokriti, niso bili ustrezno dani, bili so dani mimo regulativ, mimo internih predpisov bank. To pomeni, da so bili dani po enem usporednem sistemu. Kaj zdaj odgovarja na vprašanje, imeti največje slovenske banke v svojih rokah, v svojih rokah pomeni skupščina lastnikov je bila ključna zasedba vlada Republike Slovenije, to je politika, ki je dajala kredite, ki so končali v 5 milijardnem minusu za to državo, zato da so omrežja prosperirala. Se pravi, v trenutku, ko bi vi prodali Novo Ljubljansko banko, bi banka začela poslovati tako, kot banke poslujejo pod normalnimi lastniki, ki niso politika iz usporednega omrežja. In bi enostavno poslovala tako, da bi bila dobičkonosna, ne pa da bi dajala kredite, ki jih je po 13-krat podaljšala, za katere niso obstajala zavarovanja. Kredite, ki jih ni bilo treba niti več podaljšati na banki, ki jih je banka kar sama podaljšala, ker niso vrnili niti enega centa v 10 letih noter. In to je denar, ki je šel pač v ta sistem. To je bilo to. In takrat so se spomnili to sintagmo, da je to nacionalni interes. In nategnili veliko večino slovenskih državljanov, da je pomembno, da ima Republika Slovenija lastniški delež, večinski lastniški delež v bankah. Tisto, kar nihče ni dojel, je, da pravzaprav govorijo, pomembno je, da ima politika vpliv in vlade vpliv na banko. Ključno je, da imajo interesne skupine in omrežja, ki penetrirajo v vlado, vpliv na to, kako banka z njimi posluje. To je bilo to. To je bila pumpa, to je bila vedno pumpa za usporedni mehanizem. In z Ljubljansko banko sedaj ni več nobenega problema. Ne, zdaj pač problem 75% minus ena delnica v problem za zasebne lastnike, ameriške sklade, nosijo samo še 25 plus ena delnica, kar pomeni, da naslednjič, ko bojo sranje naredili, bomo mi samo še četrtino tega sranja plačali. Ampak ne vam, naprimer, eno tako prigodico povem iz preiskovalne komisije, recimo KB19-9, to je bivša iteracija Saftija, ker Safti se preko Medias
spremeni v KB19-9. Vsi te safti pa to so po letu 90 brisali sledi, pa so ustanavljali kot nekaj čist novega pa drugačnega, da jih noben ne pogruntu. Je pri avstrijski hčerinski banki Adria Bank zaprosila KB19-9 za kredit. No, tam so jim dali kredit, ampak pol kredita niso mogli vračati. Ampak situacija je bila taka, direktor uprave Adria Bank, ki je na koncu dneva odobril ta kredit kot najvišji po lestvici, Jurij Detiček, je bil istočasno predsednik nadzornega sveta KB19-9. Torej dolžnice. In tega kredita niso enostavno vračali. Niso ga vračali. Zakaj so oni rabili kredit? Zato, ker so rabili dokapitalizirati mladino, zato, ker so rabili z Malk Medicalom žgati po slovenskem zdravstvenem sistemu. Ampak tako je banka, Nova Ljubljanska banka, preko Avstrija bank, preko Adria banke sekundirala vzporedni mehanizem. In iste zgodbe so iz LHB-ja. Ta denar, bančni denar je pač zalival plemenitu in vzdržval na površini vzporedni mehanizem čez 90 in 2000. Ja, tam je bilo še nekaj. Gospod Rada, jaz sem vam najprej zahvalen za tako izčrpno predavanje. Hvala vam, ko ustrajate pri temu mojemu slabu besedno. Verjamem, da bi lahko govorili več dni, recimo 1 uro pa pol, Ja. Zdaj pa mene zanima, a mogoče obstajajo še kakšni taki vzporedni mehanizmi, pa se zanje ne ve, glede na to, recimo, kakšni ljudje so še zmeraj na položajih, pa določene stvari niso razčiščene in se ne dajo iz teh položajev nekako pomakniti dol. Kul vprašanje. Najprej sem dolžen še eno pojasnilo. Tole naša udba, zgodba pa finance ni edina. Nemci so zelo kmalu ugotovili, da je Stasi pred padcem Berlinskega zidu v Švico izvozil denar. Samo Nemci, ker Nemci naredili so 2 preiskovalne komisije, dokazali tokove denarja, ugotovili, kje je ta denar je po švicarskih bankah pa po Liechtensteinu in potem na koncu ta denar tudi nazaj potegnil. Kar kaže, da je to nek fenomen, ki je bil prisoten in ni samo specifičen za nas, samo mi zdaj se zbujamo v svetu, v kateremu razumemo, da je to še kako bilo pomembno pa nas. Zdaj, ta drugo, je pa, ali je to do nas prisotno, primer Farok kaže, da je nekaj na temu, ker če nekaj ne deluje po regulacijah, institucionalnih pravilih, internih pravilih, če policija ne zna več kar naenkrat osnovnih opravil upravljati, tako kot prideš v stanovanje, po noč pa luč prižgeš, če to pozabijo, pa ali so retardirani ali pa so izklopljeni. In tudi ostali. Ampak neke stvari se pa približno vidijo. Naprimer, da v ta zgodbo prihajajo predvsem Jurek Sklad v pozicijo, da odkupujejo terjatve z DUTB-ja in kolikor se zdaj kaže, to treba še bolj preiskati, je pri temu udeležen pravzaprav slovenski denar, ki pod krinko Jurek Sklada odkupuje terjatve. In ta denar bi lahko imel pravzaprav svoj izvor v nevrnjenih kreditih. Razumete, zelo sprevržena zgodba. Vzameš 300 milijonov evrov kredita v slovenskem bančnem sistemu, to poženaš gor po svojih offshore podjetjih, da zgine, potem vse to skupaj treba sanirati, terjatve na slabo banko prenesti, iz tam potem te terjatve prodajajo in ko se začnejo prodajati po diskontu 50%, ti s tem denarjem, ki ga pokrade in povzroči vse skupaj, prideš in to poceni odkupiš. In to spominja točno na verzijo, ki smo jo videli leta 89-90. Se bojim, da se mi soočamo ravno s tem fenomenom zdaj. Dejstvo pa je, da pri teh fantih smo očitno vedno samo zgodovinarji. Ampak še kako je to realno? Morda še kakšno vprašanje? Tam ne, evo pa še tam ne. Ajde še 3, Tukaj le. Ja, hvala.
ste zelo pogumen, da ste to knjigo napisal. Ne, jaz sem samo nor, jaz nisem. Ja. In me zanima, če ste imeli kakšne pritiske in če so vam kaj grozili. Ma zadnje dni imam neko slabo prebavo, ampak jaz mislim, da sem se preveč vedel. Ne, šalo na stran, ne, vse je okej. Jaz mislim, da so do zdaj že dojeli, da sem jaz kompletno nov in da pri meni ne konca, ne kraja. In tudi popolnoma, mislim, da jim je popolnoma jasno, da toliko neumni niso, da je pač to utemeljeno na dokumentih, ki jih je sama uprava državne varnosti SDV pa tja dela, ne. Če gremo mi na sodišče, pač se bojo tožili z vlastnimi dokumenti, meni bo to dobra šala, ampak vmes mi bo pa naredil še ful dobro promocijo. Tako da dejansko nič kaj takega se ne dogaja, no. Nič filmskega se mi ni zgodilo. Zdaj, edino ne vem, če pač bo Metod malo čuden vozil, pa naj bo zbil, pa lahko pridete v vezati. Ampak ne, hvala za skrb, no. Na šalo sem obrnil. Hvala. Jaz bi vas pa samo vprašal, se pravi, dve vprašanje imam. Ajde. Ta prvo je prej, ki sem slišal, da bomo spokali kufr in gremo. To vam ne odobravam. No ja, se njih ne bomo spokali, ne. Se malo tvojike pogledali. Zakaj? Ja. Eni odbor to, ki sem tudi jaz slovenski, se nismo bali 4. maja, 5. na sveti in tudi dobili. Da nas pa zdaj šraufajo na vse načine ta mafija, je pa absurd brez primere. Prvič, dokaz, ne? Po 17 letih, moja malenkost sem komaj uspel dobiti status veterana. Po 17 letih. Dan danes se mora še zmeraj boriti za invalidnost, ki mi je napisana in vse in mi jo nočejo dati. Tu je pa izhaja iz enega človeka. Čisto vse, se pravi, ta kalvarija, ki jo preživljam že 30 let, izhaja iz enega človeka. Kliče se pa Majcer Štefan iz Postojne. Tu je mafiozo prve vrste, tu bi moj nadrejeni, tu me je ropal, tu je v Postojni je tale prisluškovalne prostore. So jih v jami odkrili, te druge, ki je še v tajnosti, so bile vpivki na policijski postaji in tako naprej. Če vas zanimajo resnica, in tu se vam je pred vami zmeraj biti, se pravi, no, na razpolago. Sem pa Andrej Želodec iz Košane. Hvala. Ja, še, mislim, da zadnje, gospa, ja. Ki je rekel, da ste pogumni in če doživljate kakšne pritiske. Zdaj vas srečujemo oziroma vam sledimo na teh predstavitvah, bili ste tudi na oddaji Faktor. Me zanima, so vas povabili mogoče tudi na nacionalno televizijo? Imel sem tiste 2 minuti na Odmevih, jaz mislim, da je to že zelo veliko. Pa sem pa še za Omerzo bil na 3. programu pri Vidi Petrovčič, kjer sem imel priložnost predstaviti knjigo. Če verjetno greste v to smer, ali mainstream se dela globga, meni je zdaj že čisto vse, ko oni delajo. Briga me, jaz sem danes v Pivki, jaz mislim, da imam večjo gledanost, kot te njihovi usrani idiotski programi, tako da zame oni več ne obstajajo. Meni je super, da sem tukaj med ljudmi in da imam to čast in veselje, da vam lahko predstavljam, kaj sem delal 6 let po različnih arhivih pa preiskovalnih komisijah in tega ne bi zamenil za noben usran mainstream medij. Hvala. S tem zaključujem naš današnji pogovor v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja. Hvala našemu gostu, gospodu Pizdirju, in hvala vsem za udeležbo. Gospa bo pa tudi še nekaj povedala, predsednica. Ja, sem se tela vam zahvaliti. Za izkazan pogum je lahko zgled nam vsem. Jaz bom to priložnost tudi izkoristila, da vam bom vsem počela najprej blagoslovljene božične praznike. Potem pa še srečno novo leto, pa ne bo tudi zelo pogumno. Tako da tukaj imamo zgled, vemo, da bo politično razburkano,
Tako da, ja, vse dobro tudi v tej smeri. Hvala lepa. Hvala vam. Ja, zdaj sem rado prvič pravite pivki. In fenomenalen občutek. No, Tudi v pivko se vrnem več ljudem. Hvala vam. En stoji, prva srečna tudi doma dvema, še dosti zanimivih zgodb. Hvala vam. Upamo, da se kmalu vidimo. Ja, jaz tudi upam. Hvala. Najlepša hvala. Hvala. Ja, z veseljem. Lepa, lepo večer. Če ne boste, kdo želi knjigo, imam samo danes, pa če želi podpisano.